Jaz bom začela in vam bom danes predstavila genetske vidike sarkopenije. Predtem bomo šli skozi en kratek tudi uvod, kaj to sploh sarkopenija je in kako je definirana. Definirali so jo kot progresivno in splošno izgubo skeletne mišične mase in tudi funkcije, kar potem to vodi v neke negativne posledice. Ljudje ponavadi imajo oslabljeno telesno zmogljivost, lahko se dogaja tudi, da so potem posledice razni zlomi, slabša mobilnost, tudi opravljanje vsakodnevnih aktivnosti je vedno težje, v nekih hujših primerih pride tudi do kognitivnega upada in na koncu koncev v redkih primerih potem tudi nastopi smrt, če je bolezen tako progresivna, ne. Tako da, če povemo o definiciji, smo rekli nizka mišična moč, izguba mišične mase oziroma kakovosti mišic in na koncu slaba telesna zmogljivost. To je nekako definira sarkopenijo. Te tri, bom rekla, lastnosti, te tri, bom rekla, kazalniki skupaj so poimenovani kot sarkopenija. Okej, če pogledamo malo, kaj se dogaja z mišično maso, nekje po 25. letu začne počasi padati. Ta padec je zelo nagel med 40. in 70. letom, kjer so izgube nekje 8% na dekado. Po 70 letih pa te izgube kar narastejo in so lahko tudi do 15% na dekado, ne. Vidimo, da pride kar hitro ta krivulja upada, ne. Ta mišična masa to so normalni procesi, ki se nam dogajajo s staranjem. Podobno je z mišično močjo, s tem, da ni linearno, mišična moč dosti hitreje upada in tukaj vidimo tudi nekako razdeljeno na življenjska obdobja, vidimo, da v odrasli dobi začne upadati in potem pri starosti naglo upade. Je pa precej tudi odvisno od začetnega stanja in tukaj vidimo, da prihaja recimo pri nekaterih posameznikih do velikega razhajanja in dosti večjega upada te mišične moči s starostjo. Okej, ravno zaradi teh razlik med normalnim upadom mišične mase in moči in med, dajmo reči, bolezenskim stanjem, je privedlo do tega, vse te raziskave na to temo, je privedlo do tega, da so to sarkopenijo klasificirali kot mišično bolezen. Dobila je svoj kodeks za diagnozo in klasificirana je pod specifične mišične motnje. To pomeni, da tukaj se je odprlo novo področje raziskovanja in tudi v bistvu nekako poudarka na pomembnosti te bolezni, če lahko zdaj tako poimenujemo. Kako se pojavlja, nekje prisotna je približno v 10% svetovne populacije, to govorimo o ljudeh, ki živijo doma oziroma niso še institucionalizirani, to pomeni za vse tiste, ki so v dolgotrajni oskrbi, v domovih za ostarele ali pa podobno, je ta pojavnost dosti večja, tam presega lahko tudi 30%. Okej, to je nekako koliko populacije v povprečju zboli za to boleznijo. Dobro, etiologija sarkopenije je zelo kompleksna, ampak v grobem jo lahko razdelimo v dve kategoriji, to je primarna sarkopenija, ki je povzročena samo zaradi fizioloških sprememb staranja. Druga kategorija je sekundarna sarkopenija, kjer je v bistvu zaradi drugih dejavnikov, to pomeni nekaterih kroničnih bolezni ali pa življenjski slog in neustrezna prehrana, vse to nekako potem pospeši to sarkopenijo in izgubo teh treh parametrov. Okej. Če si pogledamo nekako grafično, kako je to razdeljeno, smo rekli, v bistvu primarna sarkopenija je odvisna od sprememb, ki se dogajajo zaradi staranja in to vključuje razne hormonske spremembe, razlike v vrednostih citokinov, tudi same morfološke spremembe znotraj mišic, slabše delovanje mitohondrijev in pa tudi nekaterih drugih pomembnih molekul, kot so rastni faktorji.
To spreminja potem našo kakovost mišic in tudi našo mišično maso. Potem smo rekli, sekundarna sarkopenija je odvisna od življenjski slog, lahko vpliva na to, v bistvu, če se neustrezno prehranjujemo in če se ne gibljemo, lahko pri nekaterih to pospeši proces sarkopenije, ne pri vseh, kot smo videli, in pa kronične bolezni tudi prispevajo k hitrejši izgubi mišične mase in moči. No, na vse to skupaj pa seveda vplivajo tudi genetski dejavniki, Genetski dejavniki so tista naša baza, naša osnova, na katero potem lahko vplivajo te različne spremenljivke. Tako, kako jo diagnosticiramo, kako v bistvu sploh določimo človeku, da je sarkopeničen, če tako poenostavljeno rečemo. No, tukaj je bilo kar dosti narejenega, sestala se je tudi skupina, poimenovana je Evropska delovna skupina za sarkopenijo pri odraslih, angleško European Working Group on Sarcopenia in Older Adults, Older People, in kratica je EWGSOP po slovensko. Oni so prvi opredelili klinično definicijo, merila za diagnozo sarkopenije, to pomeni na podlagi njihovih priporočil oziroma njihovih smernic, lahko določimo, kdo je sarkopeničen in kdo ne. No, oni so potem, glede na številne raziskave, ki so se sledile v teh letih, potem objavili tudi posodobljen dokument o tem. No, prvi dokument je vključeval algoritem za diagnozo sarkopenije, in sicer sarkopenija se diagnosticira pri starejših odraslih nad 65 let in ta algoritem vključuje najprej merjenje normalne hoje, to je običajne hoje, merimo, kako hitro človek hodi, in glede na rezultat hoje pogledamo, če je bil rezultat v bistvu nad mejno vrednostjo, potem tej osebi izmerimo še moč stiska pesti, tukaj merimo moč mišic, in če je ta parameter znižan, potem moramo osebi izmeriti še mišično maso in spet se algoritem razdeli na to, ali je znižana mišična masa, spet imamo podane meje, in če je pod to mejo, potem diagnosticiramo osebi sarkopenijo. Tako, to je bila ta prva diagnoza, ki je temeljila predvsem na mišični masi. Če je bila znižana mišična masa na koncu, je oseba bila definirana kot sarkopenična. Ampak vidite, tukaj je v bistvu kar kompleksen ta algoritem in poleg tega v bistvu zahteva tudi kar nekaj opreme, da zmerimo vse te parametre, tudi nekako usposobljeno osebje mora to meriti, zato da so potem rezultati verodostojni. Tako da se v kasnejših letih, po letu 2010, začelo kar dosti govoriti o temu in tudi so nekako poskušali poenostaviti oziroma pripraviti še druge metode, in sicer velik poudarek je bil na presejalnih testih. Kaj pomeni presejalni test oziroma kaj je tukaj vključeval? V bistvu je to vprašalnik, ki mora biti validiran na osnovi pravih meritev, in ko je ta vprašalnik potrjen, da je natančen, specifičen in da z njim lahko določamo neko bolezen, potem ga vključimo kot vredno diagnostično ocenjevanje. Te testi so v bistvu zelo enostavni in prednost je, da omogočajo pregled velikega števila ljudi. To pomeni, da lahko mi pregledamo veliko število ljudi in potem tisti, ki so recimo rizični oziroma ugotovimo, da so rizični, potem jih pošljemo na nadaljnje meritve in če potrebno tudi na neke preventivne ukrepe oziroma na kakšno zdravljenje. Tako da te presejalni testi so v bistvu zelo dragoceni in morajo pa biti, kot sem rekla že prej, natančni oziroma specifični. Z njimi moramo biti sposobni dovolj natančno določiti bolezen. Tako da v letu 2018 je tudi ta skupina posodobila svoj algoritem
in je v algoritem vključila ta vprašalnik za določene sarkopenije kot primeren oziroma zelo uspešen pri začetku screeninga sarkopenije, ne. In če v tem vprašalniku ugotovimo, da je oseba rizična, potem gremo na meritve. Tukaj največja sprememba je bila, da so tukaj v ospredje postavili merjenje mišične moči, ker se je iz raziskav izkazalo, da je v bistvu ta parameter dosti bolj signifikanten, ker kot smo videli v prejšnjem grafu, v bistvu moč dosti hitreje upada in je pri nekaterih dosti hitreje pade pod mejo, kjer lahko prihaja do oslabljenih fizičnih zmogljivosti. Tako da tukaj je algoritem se začne z meritvijo mišične moči in če je ta nizka, se potem nadaljuje z meritvami mišične mase in na koncu še fizične zmogljivosti in se na podlagi tega potem definira, ali je človek sarkopeničen ali ne, ali je prisotna ta bolezen. Tako. Zdaj smo na kratko opredelili malo, kaj to je sarkopenija, da je potrebno tudi nekako konkretno jo izmeriti, določiti. Rekli smo pa, da seveda nekje je neka baza, nek temelj, tudi naša genetska osnova. In na žalost je kljub temu, da se ve dosti o tem, kako je podedovana mišična masa oziroma ta mišični fenotip, v kontekstu sarkopenije bilo do zdaj zelo malo narejeno oziroma še vedno ni nekako določeno, ni poznan mehanizem, ta molekularni mehanizem za nastanek bolezni ni jasen. Najverjetneje zato, ker je v bistvu, saj ste videli, ta etiologija je zelo kompleksna, dosti faktorjev vpliva na to pojavnost sarkopenije. To pomeni, da tudi ne moremo najti enega enostavnega molekularnega markerja, s katerim bi takoj napovedali sarkopenijo. To pomeni, da moramo razmišljati tudi o nekem profilu, ki bo vključeval več genov. To pomeni geni, ki bojo vplivali na mišično maso, na mišično moč, na funkcionalnost in zato nekako pri tej bolezni razmišljamo oziroma gremo v to smer, da govorimo o nekem poligenskem profilu za oceno tveganja bolezni. Tako. No, kako ocenjujemo oziroma kateri so neki markerji, ki naj bi bili pomembni? Nekatere študije so poudarile to pomembnost in tudi so nekako opredelile oziroma pokazale, da z nekimi genetskimi polimorfizmi lahko opredelimo oziroma pokažemo, kateri geni prispevajo k tej bolezni. Kaj so to polimorfizmi? Polimorfizmi so spremembe na enem samem nukleotidu v našem zaporedju DNA. Poimenujemo jih polimorfizmi posameznega nukleotida, ravno zaradi tega. In na kratko jim rečemo SNP-i. In te SNP-i pač nekako je pokazano, da pomembno prispevajo tudi k dejavnikom, kot so mišična masa, moč in funkcija. Ampak, preden začnemo se poglabljati v to področje, dajmo malo pogledati, kaj je to SNP. Čisto malo po šolsko smo rekli, da gre za spremembo posameznega nukleotida. To pomeni, imamo spremembo na eni točki našega gena. In tukaj imamo primer. Oseba A ima v svojem genomu v genu, tukaj je pač nek kandidatni gen, ima na tej točno določeni poziciji alel A. To pomeni, tukaj je baza adenin in tukaj vidimo iz analize, recimo, so pokazali, da je ta nukleotid nekako splošen, najbolj pogost v populaciji in predstavlja neko normalno funkcijo, če je v kodirajoči regiji, potem govorimo lahko o nekem funkcionalnem proteinu, ki se potem izraža v fenotipu tega osebka. Pri nekaterih posameznikih pa se lahko zgodi mutacija. Je ta baza adenin
je zamenjena naprimer z guaninom. Zamenja se ena baza, pride do mutacije, ampak ta mutacija ima lahko kar velike posledice. Še posebej, če, kot smo rekli, je v kodirajoči regiji, lahko v bistvu to povzroči nefunkcionalen protein. In seveda si lahko predstavljate tudi neko pomembno spremembo v fenotipu tega osebka. Tako da te polimorfizmi so zelo pogosti pri preučevanju bolezni posameznikov, ravno zaradi tega, ker vemo, za večino od njih vemo, kakšna je njihova frekvenca v populaciji in kakšen bi mogel biti normalen alel, kakšen bi mogel biti normalen nukleotid. Tako, če pogledamo konkretno pri sarkopeniji, je bilo do zdaj proučenih 21 snipov in za 4 od njih so potrdili pozitivno povezavo s sarkopenijo. To pomeni, da je treba kar dosti raziskav, dosti pregledovanja teh snipov, zato da ugotovimo, kateri so res relevantni za to našo bolezen. No, najbolj nam pomagajo, zdaj so tudi v bistvu vedno več osredotoča na študije na celotnem genomu. Tukaj v bistvu dejansko pogledamo, katere vse te regije so lahko povezane z boleznijo. No, mi pač v naši raziskavi nismo mogli delati študije na celotnem genomu, osredotočili smo se na opredelitev snipov in zato smo tudi izbrali najbolj informativne gene, ki nekako smo smatrali, da bojo tudi bili povezani s sarkopenijo, ker recimo smo pogledali, kakšno vlogo imajo te snipi pri normalni funkciji proteina recimo ali pa tudi kakšni drugi funkciji. Za analizo teh SNP-jev ali pa snipov smo uporabili metodo genotipizacije, ki se poimenuje CASP. CASP je v bistvu kratica, ki opredeljuje kompetitivno alelno specifično PCR reakcijo, to je verižna reakcija s polimerazo. Uporabili smo v bistvu sistem merjenja PCR v realnem času in detekcija je temeljila na fluorescenčnem signalu. Če si pogledamo, kako ta metoda deluje, rekli smo, da je polimorfizem posameznega nukleotida sprememba enega nukleotida na enem alelu. Ker pa smo diploidni osebki, imamo homologne kromosome, to pomeni, imamo par kromosomov in lahko je posamezen osebek ima različno kombinacijo teh alelov. Če damo primer A, oseba ima na prvem kromosomu alel A, na drugem tudi alel A, pravimo, da je homozigot za alel A. Potem imamo lahko kombinacijo tudi takšno, da je oseba homozigot za alel C na obeh kromosomih, takrat govorimo o homozigotu CC, lahko pa ima oseba na enem kromosomu alel A, na drugem kromosomu alel C in pravimo, da je heterozigot za ta alel. Rekli smo, da vedno je en alel tisti, ki je najbolj pogost, recimo, da je v tem primeru A in predstavlja neko normalno stanje, in pa nek alel, ki predstavlja mutirano stanje, v tem primeru bi bil to alel C, in bi imeli pri osebkih, recimo, ki so homozigoti za ta alel ali pa heterozigoti, bi pogledali, če pri njih pojavnost bolezni bolj pogosta oziroma če je povezana s to spremembo. Kako poteka ta PCR reakcija? Normalen potek PCR reakcije zajema več korakov. Prva je seveda denaturacija te komplementarne DNA, moramo razpreti to našo matrično DNA, potem na to matrično DNA se začnejo prilegati začetni oligonukleotidi, to pomeni, da se tukaj pomnoži en del te naše matrične DNA, tukaj damo komplementarne baze, in tako pomnožimo en del naše matrične DNA. Na eni strani, tukaj imamo en par našega začetnega oligonukleotida
in na drugi strani drugi par, ki pomnožuje to drugi del naše DNA. Okay? In tako tukaj v bistvu na takšen način pomnožujemo, delamo številne kopije te naše matrične DNA. Naša CASP metoda temelji na temu, da imamo recimo, če vzamemo primer, da ima oseba alel A, imamo tudi primeren začetni oligonukleotid, ki se bo vezal, ki je komplementaren temu alelu in je označen, je pobarvan z fluorescenčno barvo, takšno modro barvico, dajmo tako reči. In če se bo vezal na ta alel A, tukaj bo se hkrati tudi v ta segment inkorporirala ta modra barvica. Okay? Če bi ta oseba slučajno imela na tem mestu alel C, bi se vezal drugi začetni oligonukleotid, ki pa je pobarvan z rdečo barvico in bi se v to našo v bistvu prepisano DNA verigo komponiral tudi ta rdeč fluorescenčno barvilo. No, mi potem skozi različne temperaturne cikle pomnožujemo to našo matrično DNA in dobimo številne kopije te naše osnovne matrične DNA, en košček samo pomnožujemo in tukaj vidimo, da se v vsak takšen delček tudi v bistvu inkorporira to fluorescenčno barvilo. Tako, tukaj vidimo. No, in kaj bi bila potem recimo končna slika tega našega pomnoževanja? Če bi naša oseba bila homozigot za alel A, bi se v vseh teh kopijah pojavljala modra barvica. Če bi bila naša oseba homozigot za alel C, bi se na vseh kopijah pojavila rdeča barvica. Če pa imamo heterozigote, bomo imeli polovico verigic bo pobarvanih z modro barvo, polovico pa z rdečo. Okay? No, in tako potem na koncu tudi lahko razdelimo te naše rezultate. Za osebo, ki je homozigot za alel A, se bo modra barvica pojavila, tako v bistvu te rezultate, mogoče se opravičujem, grem en korak nazaj. Za vsako takšno meritev dobimo dva podatka in ta podatka sta za X in Y os pomenita intenziteto fluorescenčne barve. Če imamo visoko intenziteto modre barve, bomo dobili visoko vrednost za X os in nizko vrednost za Y os. Če bomo imeli homozigota za C alel, bomo dobili visoko vrednost za Y in nizko vrednost za X. Zato, ker v bistvu te barvica, ta rdeča barvica nam predstavlja Y os in modra barva X os. Tako je v bistvu dobimo v bistvu številčno vrednost. Mi dobimo številčno vrednost, ki se na prvem mestu pojavi vrednost za X os, na drugem mestu vrednost za Y os in odvisno od intenzitete barve je ta vrednost, bodisi če imamo modro barvilo višja na X osi, če imamo rdeče barvilo višja na Y osi in zato potem se nam te rezultati lahko tudi tako vizuelno razporedijo v ta graf. Kako to izgleda, če imamo veliko vzorcev? Vzorce ponavadi delamo na takšni mikrotitrni plošči in v vsako luknjico nanesemo vzorec ene osebe, dodamo reagente in zdaj smo rekli tako, oseba 1 je v tem primeru homozigot za alel A in tukaj vidimo, da se je kot rezultat za ta vzorec pojavlja samo modra barva. In ta modra barva je potem v bistvu dejansko na plotu, na tem grafu, jo najdemo tukaj. Ta vzorec bi bil na primer lahko ta vzorec tukaj. Vzorec 2, tukaj smo imeli osebo, ki je bila homozigot za alel C, njena vrednost se bo pojavila tukaj, recimo ta vzorček bi ga najdli na primer tukaj v tem grafu in tako naprej. Tako v bistvu razdelimo vse naše podatke in določimo v bistvu genotip posameznika, ali je homozigot ali je heterozigot. Pri tej analizi vedno uporabimo negativno kontrolo
in ta se mora v grafu pojaviti tukaj in ne sme oddajati nobenega fluorescenčnega signala, ker drugače vemo, da imamo neko motnjo pri naši analizi. Ok? Tako, no pa poglejmo recimo, kaj smo mi naredili s pomočjo te metode in kaj smo si mi izbrali kot, bom rekla, relevantne gene, ki naj bi določale sarkopenijo. Izvedli smo asociacijsko študijo. Naši preiskovanci so bile osebe, ki so živele v domovih za starejše občane. Vzorce smo pridobili od 190 stanovalcev, 67 je bilo moških, 123 žensk in povprečno so bili stari 78 let. Okay, tako da so padli v to skupino. Mi smo najprej tem osebam vsem pomirili vse te korake, ki so potrebni za diagnozo sarkopenije, tako kot je dodelila Evropska skupina za sarkopenijo. In ugotovili smo, da v našem vzorcu je bilo 146 oseb normalnih in smo jih predelili kot kontrolno skupino, 44 oseb pa je bilo v bistvu diagnosticirano s sarkopenijo in smo jih dali v skupino bolnikov. Okay. Kot kandidatne gene smo izbrali 6 različnih genov, jih bom v nadaljevanju tudi malo bolj opisala, in pogledali smo polimorfizme v posameznem tem genu. Na koncu smo za vse te snipe, ki so bili v bistvu signifikantni, ki so se pokazali pomembni za razvoj sarkopenije, smo vključili tudi v poligenski profil in smo zračunali eno takšno oceno tveganja za sarkopenijo. Če pogledamo, bomo pogledali te gene, ki so se pokazali kot pomembni. 3 geni so se pokazali v naši raziskavi pomembno povezani s sarkopenijo. To je bil NRF2. Njegovo ime je v bistvu transkripcijski faktor povezan z eritropoetinom, to je faktor NFE2, malo kompleksno ime. Potem je bil aktin 3, ki je v bistvu predstavlja alfa-aktinin 3, in MTHFR, ki je metilen tetrahidrofolat reduktaza. Okay. Te 3 geni oziroma polimorfizmi v teh 3 genih so se pokazali kot pomembni za razvoj sarkopenije. In dejansko je NRF2 v bistvu je faktor, ki vpliva na transkripcijo oziroma na izražanje drugih genov. In te geni so tisti, ki nekako določajo, kako funkcionalni bojo naši mitohondriji. Kakšno bo njihovo število, ali bo recimo kakšna spremenjena oblika tega nefunkcionalen mitohondrij. Tako da nekako preko smo pogledali, kaj vse vpliva na sarkopenijo, so bili omenjeni tudi mitohondriji, to nekako je potem tudi z biološkega vidika povezljivo. Drugi gen je bil alfa-aktinin 3, to je v bistvu gen, ki je določa protein, ki je glavna struktura naših mišičnih vlaken tipa 2. In v bistvu nefunkcionalna različica tega gena vpliva na poslabšano mišično moč in funkcijo. In še zadnji, MTHFR gen, pa v bistvu vpliva na encim, ki se enako poimenuje metilen tetrahidrofolat reduktaza in vpliva na povečano celično toksičnost in razgradnjo proteinov, seveda tudi mišičnih proteinov. Okay. Dajmo si pogledati malo vsakega posebej. Tako, v bistvu metilen tetrahidrofolat reduktaza kodira encim. In SNP v tem genu določa mutacijo, kjer se v bistvu adenin zamenja s citozinom in ta sprememba povzroči tudi spremembo aminokislin na tem položaju iz glutamata v alanin. Okay. Poleg tega ta sprememba povzroči, da encim, v bistvu kodiran protein je v tem primeru encim, ta encim
Pri osebah, ki so heterozigoti ali pa homozigoti za alel C, ta encim ni funkcionalen. Je moteno delovanje tega encima, to pomeni, da je motena neka biološka funkcija. Kaj se zgodi? No, tukaj imamo, jaz sem to pustila sicer v angleščini, bom razložila, tukaj je presnovna pot folata in vidimo, v tej presnovni poti sodeluje ta encim MTHFR in v tem koraku, v zadnjem koraku, če encim ni funkcionalen pri teh osebah, ki imajo mutiran alel, če ta encim ne deluje, ne dobimo produkta 5-metilen tetrahidrofolat. No, ta produkt pa je zelo pomemben, ker v bistvu je donor metilne skupine homocisteinu, tej molekuli, donira metilno skupino in v bistvu to omogoča sintezo metionina. Kaj se dogaja pri osebah, kjer to ne deluje? V bistvu prihaja do kopičenja homocisteina in to povzroča to toksičnost za celice in v bistvu smrt celice in razgradnjo naših mišičnih proteinov. To je neka biološka razlaga, kako lahko dejansko sprememba v tem alelu povzroči neko tudi biološko nefunkcionalno varianto. In te rezultati so tudi nekako podprti s študijami, ki kažejo, da v bistvu so povišane ravni tega homocisteina povezane z zmanjšano telesno zmogljivostjo, zmanjšano mišično moč pri starejših odraslih in tudi ugotovili so, da so te povišane koncentracije dosti slabše za ženske kot za moške. Tukaj se v bistvu dosti stvari še raziskuje in tudi pri sarkopeniji se nekako sprašujemo, ali je ta bolezen tudi mogoče spolno specifična oziroma so razlike med spoloma. Tukaj v primeru tega encima je nekako pokazano biološko, da ženske imajo dosti večjo, dosti hitrejšo in močnejšo presnovo metionina. To pomeni, da nekako, če tukaj je v bistvu porušena ta pot, verjetno pri ženskah je večji vpliv, večja dovzetnost tega, neka večja reakcija. Tako da, to so še vse odprta vprašanja, ki jih moramo odgovoriti. Ali so razlike med ženskimi in moškimi in ali dejansko prihaja pri nekaterih do večjega vpliva kot pri drugih. No, potem gremo pogledati drugi gen, to smo rekli je alfa-aktinin 3. SNP v tem genu predstavlja mutacijo iz baze citozina v timin, kar povzroči dejansko pretvorbo argininske baze v prezgodnji stop kodon. To pomeni, ta mutacija povzroči, da se protein, ki se sicer normalno prepisuje pri homozigotih za alel C, se pri heterozigotih in homozigotih za alel C ne prepiše, ne nastane protein. In to potem vpliva na mišice, zato ker je alfa-aktinin 3 protein, ki smo rekli, je del mišičnih vlaken tipa 2. To pomeni, pri osebah, ki imajo to mutacijo na tem genu, ne prihaja do izražanja proteina v tem mišičnem tipu in pride do izgube v bistvu normalnega delovanja mišic in oslabljena mišična moč. Ker ta tip mišic v bistvu najbolj prispeva k mišični moči. Vlakna tipa 2 v bistvu prispevajo k boljši kakovosti mišic oziroma boljši mišični moči. Tako, to pomeni, da te, ki so homozigoti ali pa heterozigoti za ta alel, imajo poslabšano mišično moč. Tukaj so v bistvu, ta SNP ima neko posebnost, da v bistvu so te alele, ki so sicer označeni kot pri ostalih, so tukaj jih označili z R kot v bistvu argininska baza in X, T je v bistvu timin je tukaj označen kot X, kot v bistvu tisti alel, ki povzroča stop kodon.
Tako da dostikrat namesto tega C-ja je označen kot R in namesto T-ja imamo označbo X. Tako, tukaj vidimo strukturo mišic, ne bomo šli v podrobnosti, ampak samo tako, da vidite tukaj v bistvu en delček, en majhen delček tega našega vlakna, tukaj je v bistvu ta alfa-aktinin 3, to je protein, ki omogoča potem to hitro krčenje teh vlaken. Tako, in še tretji gen, smo rekli NRF2, to je transkripcijski faktor. SNP v tem genu predstavlja mutacijo iz C v A in v bistvu tukaj je zelo, zelo malo podatkov. Nimamo podatkov dejansko, kaj se dogaja z spremembo v tem polimorfizmu oziroma v različnih variantah. Vemo pa, da v bistvu ta gen se izraža v 4 različnih izooblikah, ki so nekako posledica alternativnega spajanja messenger RNA. To pomeni na koncu, ko se v bistvu protein, ko se messenger RNA na delih odreže, zato da pride funkcionalni protein, prihaja do različnih spajanj in tudi do potem različnih oblik tega proteina. Ta SNP je intronski, to pomeni, da je na nekodirajoči regiji, vpliva pa na prepisovanje oziroma na izražanje teh izooblik. In seveda, različne izooblike imajo potem različno fiziološko vlogo. In ker smo rekli, da je to transkripcijski faktor, on predvsem vpliva na v bistvu prepisovanje drugih genov. On vpliva dejansko nastanek tega proteina NRF2, potem je v bistvu povzroči prepisovanje oziroma izražanje drugih genov. In zdaj, če ta protein ni funkcionalen, potem ne pride do prepisovanja drugih pomembnih genov. In kot smo rekli, v bistvu so geni, ki jih nekako nadzira NRF2, predvsem geni, ki so povezani z oksidativnim stresom, z mitohondrijsko biogenezo, to pomeni sintezo proteinov, ki so pomembni za delovanje mitohondrijev, samo kakovostjo mitohondrijev in pa tudi številom kopij mitohondrijske DNA. Tako da dejansko nefunkcionalna različica tega gena lahko potem posledično vpliva, da se te pomembni geni oziroma te pomembni proteini ne izražajo. Tako, kaj smo mi ugotovili? Mi smo najprej pogledali, kako so razporejene frekvence posameznih alelov v teh genih in ugotovili smo, da pri MTHFR, kjer smo rekli, da je mutacija iz alela ABC, smo ugotovili, da je v bistvu ta mutiran alel C pri sarkopeničnih posameznih dosti bolj izražen, dosti višja frekvenca je in to je bilo tudi statistično značilno različno. To pomeni, da so sarkopenični posamezniki bistveno razlikovali v bistvu prisotnosti tega alela. Dosti bolj prisoten je bil v tej populaciji oziroma v tem vzorcu kot pri kontrolni skupini. Podobno smo ugotovili za aktinin 3, kjer je v bistvu X alel pri sarkopeničnih se pojavljal dosti bolj pogosto, večja frekvenca je bila tega in je bila tudi statistično značilno pomembna. In pri NRF2 smo ravno tako ugotovili, da je alel C tukaj pri sarkopeničnih bolj izražen oziroma večkrat se pojavlja, večja frekvenca kot pri kontrolni skupini. No, to je bil začetek. Potem smo mi, tukaj jaz sem pustila to tabelo v originalni obliki, bom razložila tudi za vse tiste, ki želite potem pogledati članek, da boste razumeli. No, tukaj smo mi pogledali frekvenco genotipov in pri vsakem posameznem SNP-u v teh genih in smo ugotovili, kot sem povedala, da je pri 3 genih bil pomembno različna razporeditev in sicer je bil za homozigote
pri tem SNP-u, ki so imeli alel C, je bila v bistvu pogostost dosti večja tega genotipa kot pri nesarkopeničnih. Podobno, kot smo prej pogledali za frekvenco alelov. Tukaj je prikazana razlika v frekvenci posameznega alela. Tukaj pa je v bistvu smo pogledali frekvence posameznih genotipov v tem genu, v tem SNP-u. No, podobno je bilo pri frekvencih genotipa za aktinin 3 in za NRF2. To pomeni, da so se sarkopenične osebe razlikovale od nesarkopeničnih v porazdelitvi oziroma v frekvenci svojih genotipov in pa tudi posameznih alelov. In to je bilo vse statistično pomembno. To pomeni, da imamo pomembne razlike in lahko rečemo, da so te geni oziroma SNP-i v teh genih pomembni za pojavnost te bolezni. Kako in v kakšni meri pa smo pogledali s posebnim modelom, v katerem smo pogledali, kaj pomeni, če bi bil dominantni model za ta gen. To pomeni, dominantni model vključuje vse osebke, ki so heterozigoti za mutiran alel in pa, kaj sem rekla, heterozigoti in pa homozigoti za ta alel. To pomeni dominantni model. Tukaj so vključene vse osebe, homozigoti in heterozigoti, in vidimo iz tega modela, da te osebe imajo za 2,4-krat povečano tveganje za pojav sarkopenije. Pri istem genu oziroma istem SNP-u na istem genu smo pogledali tudi, kako bi bilo, če bi v bistvu bil ta gen recesiven, če bi v bistvu pogledamo za osebe, ki so homozigoti za alel C, in za te osebe je tveganje za pojav sarkopenije kar 11-krat večje. Tukaj smo pogledali normalen model, v katerem nismo upoštevali nobenih drugih spremenljivk in smo ugotovili, da so pomembno povezani ti geni oziroma da so bodisi v dominantnem kot v recesivnem modelu te geni oziroma SNP-i na teh genih prispevali k povečanem tveganju za sarkopenijo. Mi smo potem še nadaljevali in smo k temu modelu, enak model je, ampak tukaj smo še upoštevali druge spremenljivke. Upoštevali smo, kaj pač starost, smo videli, da je velika razlika v izgubi mišične mase in moči s starostjo. Kaj pa, če starost vpliva, ali pa kaj, če spol vpliva, ali pa fizična aktivnost. To smo vključili v model in v bistvu smo ugotovili, da ne glede na te spremenljivke, ostajajo te geni pomembno povezani, razen tukaj vidimo za primer NRF2 je samo v bistvu za homozigote pomembno prispeva k pojavnosti sarkopenije. Tako smo definirali, smo rekli, te 3 geni so pomembni. Moram povedati tudi, da je v bistvu za ta gen MTHFR in NRF2 smo v bistvu prvič pokazali to povezavo. V bistvu do zdaj ni bila pokazana, medtem ko za aktinin 3 je bilo kar nekaj študij narejenih in so tudi pokazali dejansko to povezavo s sarkopenijo. No, na koncu, kot sem prej omenila, da je pomembno, ker je ta bolezen, smo rekli, zelo kompleksna, da je treba nekako upoštevati več teh SNP-ov oziroma več genov. In mi smo tudi naredili en takšen poligenski profil na koncu, ki je vključeval vse 3 gene in vsakemu v bistvu genotipu smo dali oceno, posameznemu alelu smo dali oceno in sicer, če ni bil rizičen, je dobil oceno 0, če je bil v bistvu homozigot za ne v bistvu, zdaj sem se zapletla, samo trenutek. Tako, 0 točk je dobil genotip, ki je bil homozigot za normalen alel. 1 točko je dobil genotip, ki je bil heterozigot za mutiran alel,
in 2 točki je dobil genotip, ki je bil homozigot za mutiran alel. Tako smo v bistvu točkovali in sešteli smo ocene vseh 3 genov in smo pogledali, kakšna je ta porazdelitev bila v kontrolni skupini in v sarkopenični skupini. In tukaj smo tudi dobili v bistvu nekako napoved, da ta poligenski profil je različen, statistično je bil značilno različen. Kaj pa je najbolj pomembno, je bilo to, da v bistvu, ko smo upoštevali posamezen SNP, je bil prispevek nekje 3 do 5 odstotkov, tukaj imamo 3,7 do 5 odstotkov, medtem ko smo pri poligenskem profilu lahko razložili 39 odstotkov variance pri tveganju za sarkopenijo. To pomeni, z dosti večjo verjetnostjo lahko napovemo verjetnost pojava oziroma verjetnost tveganja za sarkopenijo s tem modelom. To nam ta model pove. Tako, kot sem rekla, ta študija, ki smo jo naredili, nekako ponuja dokaze, da so te geni pomembni za tveganje za sarkopenijo in ponujajo nek delni vpogled v to genetsko ozadje. Ker kot smo prej povedali, zaradi kompleksnosti te bolezni je zelo težko napovedati oziroma najverjetneje bomo potrebovali še veliko študij, ki bojo odkrivale nove SNP-e in tudi te SNP-i morajo biti potrjeni še v številnih študijah, da bomo lahko z gotovostjo trdili, da vplivajo na sarkopenijo. To pomeni, ena študija genetska ni dovolj. To moramo pokazati in potrditi na različnih populacijah, na različnem številu ljudi, v različnih študijah, da lahko potem to rečemo. Je pa to v bistvu dobra osnova, neka baza, oziroma tukaj smo pokazali, kam lahko še delamo in koliko v bistvu je še tukaj nedorečenega. Tako, potem čisto za konec, za zaključek, v bistvu se lahko vprašamo, a je mogoče glede na takšno heterogenost pri sarkopeniji, tudi mogoče potrebno razdeliti na podtip bolezni. Te genetski markerji mogoče bi se mogli porazdeliti glede na podtip bolezni in kot smo videli prej, mogoče tudi glede na spol. Tako da tukaj še ogromno odprto polje raziskav, ampak vsekakor je v bistvu genetsko razumevanje bolezni na splošno zelo pomembno. Tukaj potem dobimo nek vpogled v biološke mehanizme, ki nam potem omogočajo tudi lažje prepoznavati recimo posameznike, že recimo v zgodnejši dobi bi lahko nekako v bistvu testirali posameznike, da vidimo, ali bojo razvili sarkopenijo ali ne. In v teh primerih, če bi lahko z neko veliko verjetnostjo to napovedali, bi potem lahko tem osebam tudi dovolj zgodaj svetovali drugačen življenjski slog ali pa tudi kakšno morebitno zdravilo, ki se še razvija.